Vele spoštovana gospoda v državnem zboru. Ne radi vas vznemirjamo ob taki uri, ko navadno se po dolgem dopoldnevu človek ozirati začne za južino, a druge ni. Se je ravno v zvezi s hrano in osnovnim bivanjem se moramo pomeniti oziroma razjasniti preneke točke, ki zdi se so ušle iz misli vam začasno. A skrajšam naj uvod. Preden razložim kako, zakaj, ker malo ni vseh točk, naj jih kar naštejemo. Gre za 50 škodljivih res posledic, povezanih močno z izpuščanjem umetno spremenjenih organizmov v naravo oziroma v verigo ljudske hrane. To so prvič smrt. Že leta 1989 je zaradi triptofana, gensko spremenjenega nadomestka za hrano, umrlo v ZDA 37 ljudi. Drugič, rak. Zaradi GH proteina za mlečnost krav je možnost raka na dojkah in na prostati povečana za 4-krat. Tretjič, pojav novih alergenov in prenos znanih alergenov na nealergenska živila. Četrtič, pojav novih toksinov, novih virusov in supervirusov. Petič, prenasičenost z antibiotiki, odpornost na antibiotike. Šestič, nevarnost mutacij in okužb v človeških celicah. Sedmič, manjši notranji organi, predvsem prizadetost reproduktivnih organov. Osmič, manjšanje biotske raznolikosti. Devetič, dolgoročno nepredvidljivi vplivi. Desetič, nepovratna kontaminacija ekosistema. Naj dovolj zaenkrat bo, da ne bi dolgočasil vas po nepotrebnem. Zavedamo se namreč, da vladati Slovencem res ni lahka stvar. Nobenega zavidanja ni vredna. Kako lahko politikom na Laškem je, se več kot 60 milijonov davkoplačevalcev prebira po vsem Škornju. Kako lahko francoskim poslancem z 10-krat večjo površino zemlje z vsaj toliko večjimi prihodki. Kako lahko angleškim članom parlamenta je, po celem svetu jih dovolj razumejo, da drugi jih jeziki ne zanimajo. Kako lahko politikom je tam čez lužo, v SDA, cel svet se jih boji s tako veliko vojsko. Kako lahko je drugim in kako težko je vam, gospodom in gospem, s takšno majhno krpo zemlje in s takšnimi podložniki, ki vse premalo vam prinašamo dobička in vse preveč težav vam delamo, če z drugim ne, pa s tem, da brigamo se sami zase. Najhujši izmed vseh pa smo umetniki, za vas fosili živi, saj ceh izvira naš še iz kamene dobe. Politika pa je novejša. Države, otroci so kovinske dobe. Pa ni takole, gospodje in gospe poslanci. Bo nekaj dobrega se tudi našlo v naših genih. Naprimer, dan današnji. Lep dokaz je ravno dejstvo, da ljudstvo in umetniki smo tisti, ki pravo pot vam kažemo. Le slišati in videti je treba. Kot Cankar je omenjal hlapce, gotovo tega ni počel, da bi jadikoval. Obratno je želel spregledanje ljudi, izhod v rešitev. Če danes bi bil Cankar tu, gotovo bi priporočil vam vsem gospodom in gospem, poslankam in poslancem, da vse stvoritve v smeri varovanja domovine in ne pustite, da iz tujine bi vas kdo hotel za svoje hlapce in z vami nas. Kolevstik je povest napisal o Karpanu, gotovo ni hotel povedati, kako neumen je slovenski kmet,
Nasprotno, pokazal moč je ljudstva in posameznikov rešilno za državo. Če France Prešeren danes bil bi tu, kaj bi porekel? Kaj Aškrc, Vodnik, Trubar, Dalmatin, kaj Grohar, Jama, Jakopič, Strnen, kaj rekla bi Kobilica Ivana? Usmirila bi vas na pravo pot, kot mi. Po drugi strani, spoštovani, naj spomnim vas, da tudi vi ste le ljudje kot mi in roko na srce. Čeprav težavni smo ljudje in sploh umetniki, pa vendar, ljudje kot Grohar, Trubar in Prešeren bi delali tako rekoč, ki delali tako rekoč so zgago, so danes vir ponosa vseh Slovencev, tudi vas, gospodov in gospa iz parlamenta. In če vrnemo na gensko spremenjenja bitja se, katerih so obstoj z naravo potrjen je z zakonom, ki ste ga vi, gospodje in gospe poslanci, sprejeli mimo naše volje Slovencev in Slovenk. Gospodje in gospe, zavedamo se, da peza vseh pritiskov iz ozadja meddržavnih, medcelinskih in tako naprej, globalnih klik naporna je in zdi se lažje ljudstvo naplahtati, kot pa reči bobo bob v mednarodni areni. Pa ni tako. Brez nas ni vas in mi smo vaša moč in tu stojimo prav zato, da vi postanete močnejši, ko pogovarjate se z drugimi o nas in domovini. Lahko porečete, da res lahko ni biti oblastnik Slovencem, saj dobesedno jemljemo, da vi poslanci naši ste in ne obratno, da mi plačujemo vas in ne obratno. Porecite jim, da sitni smo Slovenci, ko gre za nas in domovino. Sitni, tečni, trmasti, kot smučari, plavalci, alpinisti, kolesari in umetniki. Povejte jim lobistom vsem, ki bodo vas poskušali prepričati, da vi poskušajte prepričati vse nas, da belo črno je in črno belo. Povejte jim, da ljudstvo vam preprosto ne verjame in ne pusti izbire. Povejte jim, da smo odločeni in vztrajni. Povejte jim, da hočemo konkretno. Prvič, najmanj 20-letni varnostni pridržek, absolutni moratorij na gojenje genetsko modificiranih organizmov v Sloveniji, tudi za poskusne nasade. Drugič, zakon o razglasitvi celotne Slovenije kot ekološke cone, biotski park Evropske unije, z absolutno prepovedjo gojenja gensko spremenjenih organizmov s toleranco 0,0 promila. Tretjič, vsi uvoženi prehranski artikli z merljivo vsebnostjo gensko spremenjenih organizmov nad 0,0 promila morajo biti označeni s posebno nalepko vsebuje GSO. Četrtič, posebej stroga pravila se naj sprejmejo glede uvoza živinske krme. Dovoljena vsebnost GSO naj bo 0,0 promila. Obstoječi zakoni naj se čimprej ustrezno popravijo. Petič, posebej stroga naj bodo pravila glede dodatkov hrani iz GSO soje in GSO koruze. Obstoječi zakoni naj se čimprej ustrezno popravijo. Šestič, Slovenija je dovolj majhna in obenem dovolj radovitna, da si, če ne drugače, lahko pridela večino hrane sama. Sprejmejo naj se ukrepi, ki bodo zagotovili razvoj v smeri, da se v Sloveniji pridela toliko hrane, kot je potrebujemo sami, pri čemer se uporabljajo izključno ekološke metode. Tudi posaditev javno neprofitnih sadnih dreves na javnih površinah, povečana stopnja samooskrbe, dostop do zemlje vsem, ki jo želi obdelovati. Sedmič. Sedanji zakon o soobstoju GSO z naravnimi rastlinami dejansko ničesar ne regulira brez dodatnih podzakonskih aktov.
Ti podzakonski akti, katerih sploh še ni, pa so hkrati potencialne šibke točke zakona in glede na okoliščine nam ne more nihče zagotoviti, da se ne bodo podzakonski akti izkoriščali ravno v nasprotne namene, namreč za luknjanje zakona in raztegovanje lukenj v zakonu. Te luknje pa lahko učinkovito preprečijo le naslednji postopki. Razpustitev vseh organov, v katerih sede le zagovorniki gensko spremenjenih organizmov. Absolutni moratorij iz točke 1 ter zakon o razglasitvi celotne Slovenije kot ekološke cone iz točke 2. Slednji omogoča tudi zahtevo Slovenije, da vsaj 50 km daleč od slovenske meje ni nobenega gojišča gensko spremenjenih organizmov. Tako, spoštovane gospe poslanke in spoštovani gospodje poslanci, tako povejte vsem lobistom, ki skušali za nos vas bodo potegniti in prepričati, da vi za nos potegnete še nas. Povejte jim, da se ne damo in da shode bomo shajali kar vsakih 14 dni. Tako je, slišali ste prav. Čez tedna 2 ponovno pridemo vas spomniti, kaj vaša je dolžnost. Glas ljudstva vreden je posluha. Se je rešil tudi vašim bo otrokom domovino. Le ena je narava skupna naša. In kot so rekli naši stari, če hočeš medu, ne mlati po panju.